Morate napisati na Instagram. Doktor je izbral v bistvu hotelsko sobo. Temna plat lepotnih posegov. Žal je prišlo do slepote. Nelegalni posegi, nepreverjena polnila, izvajalci, ki niso zdravniki. Pri sumljivih ponudnikih se lahko končajo zelo tragično. Črni trg estetike v Sloveniji cveti. V senci uradnih klinik se pojavljajo izvajalci, ki nimajo ne licence, ne medicinske izobrazbe. V kozmetičnih in frizerskih salonih v hotelih vsak dan vbrizgavajo botoks in polnila. Mesece smo spremljali dogajanje, se infiltrirali v zaprte skupine na družbenih omrežjih, tam, kjer se širijo priporočila. Vse z namenom, da bi prišli do kontaktov in opozorili na negativne posledice estetskih posegov. Prvi salon, Ljubljana. Gremo v kozmetični salon preveriti, če res ponujajo povečevanje ustnic s polnili. Na prvi pogled običajen salon, a v zaprtih skupinah na družbenem omrežju se pogosto pojavlja kot priporočilo, kje si povečati ustnice. Kar je najbolj presenetljivo, priporočajo ga, kljub temu, da estetskih posegov ne izvaja zdravnik. Še več, poudarjajo, da so pomembne zgolj dobre izkušnje. Moji kolegici je naredila lip filler in jawline v nekem skladišču z oblekami. Do sedaj sem bila pri njej 3-krat. Vsakič po 1 mililiter redno hodim. Moja prijateljica je nos popravljala. Jaz hodim že par let, vedno sem bila zadovoljna. Med priporočili in pohvalami smo izvedeli tudi za primer, ki razkrije drugo plat zgodbe. Ustnice, ki so bile po apliciranju polnila iznakažene. Zdaj imam iznakažene. Ena stran odstopa za 2 mm višje od druge. V ta salon sem se naročila na pedikuro, da bi preverila, kako se lahko naročim na povečanje ustnic. Ja. Ko sem slišala že ful priporočil za ustnice. Za ustnice, ja, morate napisati na Instagram in ko ona odpre nove termine. Aha. Tu je predspolno, ker so že prej čakali. Se sem videla, to so polni termini in ful težko priješ zraven in pač čakaš kar en cajt, no. Zelo, če so vas zapisali in pol, da se sprosti, vam napišejo. Poskusila sem se naročiti prek Instagrama, a mi niso odgovorili. Drugi salon, Sežana. Prosim. Živjo, videla sem na Facebooku, da imate do konca novembra neko akcijo za botoks pa za polnila. A bi lahko dobila termin? Ja. Ste že hodila k meni? Ne, nisem še. Povejte mi, od kje ste? Ljubljana. Ljubljana. Ok, potem Maribor ali Sežana. Kdaj bi lahko prišla? Če bi bilo možno, ne vem, v četrtek, imate kaj fraj? Kaj lahko ob 2? Lahko. Smo v Sežani, kjer sem v kozmetičnem salonu naročena za povečevanje ustnic. S seboj nisem mogla vzeti telefona, skrivaj sem snemala z mikrofonom. Kaj ste bi odločila, kaj bi imela? Čist minimalno samo zgornja. Ok, polovičko pa damo zgornja in to je to. Ker ti spodnja res imaš dosti več. Ja. Ti bo malo čudno, danes večer, mogoče jutri zjutraj, ker zgornja bo zautečena. Pa so lahko kakve posledice? Ne, ker da ne. Geografsko polnilo je naravno polnilo, če ti ni všeč, zmeraj ga lahko razgradivo. Obstaja zdravilo helogmidazem, ki se da notri. Se aplicira, ti si bukvalno čez 2 dni brez nič, brez da si dala bilo kaj. Tako da, to je naravno polnilo in ne moreš imeti kontraindikacije. Ne more biti nič hudka. Edino, kar je posledično, je ta zaoteklina. Alergijska tudi ne. Ne obstaja. Alergijskih reakcij definitivno ni možno, da dobiš. Po daljšem pogovoru sem kozmetičarki dejala, da sem si premislila in poseg odpovedala. Po daljšem pogovoru sem kozmetičarki dejala, da sem si premislila in poseg odpovedala. Po daljšem pogovoru sem kozmetičarki dejala, da sem si premislila in poseg odpovedala. Po daljšem pogovoru sem kozmetičarki dejala, da sem si premislila in poseg odpovedala. Po daljšem pogovoru sem kozmetičarki dejala, da sem si premislila in poseg odpovedala. Po daljšem pogovoru sem kozmetičarki dejala, da sem si premislila in poseg odpovedala. Po daljšem pogovoru sem kozmetičarki dejala, da sem si premislila in poseg odpovedala. Po daljšem pogovoru sem kozmetičarki dejala, da sem si premislila in poseg odpovedala. Po daljšem pogovoru sem kozmetičarki dejala, da sem si premislila in poseg odpovedala. Po daljšem pogovoru sem kozmetičarki dejala, da sem si premislila in poseg odpovedala. Po daljšem pogovoru sem kozmetičarki dejala, da sem si premislila in poseg odpovedala. Po daljšem pogovoru sem kozmetičarki dejala, da sem si premislila in poseg odpovedala
Trije zdravniki, trije strokovnjaki z licencami. Ne mine mesec, ko na njihova vrata ne potrka pacientka s hudimi zapleti. Posege, kot so botoks in polnila, niso kozmetični tretmaji, ampak medicinski posegi. Zato je pravilno, da jih izvaja zdravnik v prostorih, ki imajo ustrezna dovoljenja. Pri teh posegih lahko pride do resnih zapletov, kot so zapore žil, nekroze tkiv, alergijske reakcije, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje. In seveda ukrepanje nekoga, ki zna takšne težave reševati in ima zato ustrezno opremo. Doktor Aljoša Krt pojasnjuje, kako rešuje primere, ko je šlo nekaj hudo narobe. Treba sploh ugotoviti, s kakšnim polnilom je bilo to narejeno. Včasih je to kar zahtevna naloga. Sem pa imel en konkretnejši primer, kjer je bila neprepoznana zapora žile, ki je trajalo kar nekaj časa, prišlo dejansko do odmrtja tkiva, ki se je na srečo vse seveda ustrezno pozdravilo. Pacientka je prišla k meni po več mesecih, ko je bila zadeva malo že zabrazgotinjena, pa smo potem pač malo reševali. A cena je lahko veliko večja, opozarja doktorica Katarina Vojkovac-Mahmutovič, plastična kirurginja. Obravnavala je pacientko, ki je na spletu kupila dermalno polnilo in si ga ubrizgala. Žal je prišlo do slepote, se pravi, to je najhujši zaplet, kar ga poznamo pri aplikaciji polnil. In je pač tudi najbolj resen, ker je permanenten. Nekaj ur imamo, da se vid lahko deloma povrne, načeloma pa po 24 urah je pa prognoza zelo slaba. Tudi mi, ki smo strokovno sposobni sami na sebi, pač ne iniciramo polnil. To je recept za katastrofo. Vsi trije opozarjajo enako. Polnila in botoks so varni, v pravih rokah zdravnikov. Pri zaupanju nevrednih oziroma pri sumljivih ponudnikih se lahko končajo zelo tragično in zapleti lahko vodijo v dolgotrajno in drago zdravljenje oziroma odpravljanje teh posledic. Redka so dekleta, ki upajo pred kamero spregovoriti o tem, da je šlo vse narobe, ker so zaupale črnemu trgu. Nadja Jakopič je po 4 letih bolečih popravkov, operacij in brazgotin odkrito spregovorila, da ozavešča in svari: ne zaupajte tako imenovanim strokovnjakom v salonih in hotelskih sobah. Pripoveduje nam o svoji zgodbi. Začelo se je, pravi, ko je med prijateljicami zaokrožila novica, da v Ljubljano prihaja zdravnik iz Srbije. Je doktor prišel s svojo partnerko, ki je bila zelo lepo popravljena in je imel kot nek model, kaj on lahko v bistvu naredi, in smo dejansko, mislim, da kar vse po vrsti padle na ta njen videz. Imele so 2 možnosti: biopolimer za 150 evrov obstojen 7 let ali hialuron za 300 evrov obstojen 3 mesece. Večina deklet, ki je čakala v avli na poseg, je izbrala biopolimer. Že po nekaj dneh se je začela nočna mora. Polnilo se je nakopičilo na sredini usnice. Kontaktirala je zdravnika in mu povedala za zaplet. Doktor rekel, da to ni nič takega, da naj masiram usnico, in nič se ni spremenilo. Kmalu je izvedela, da je v Ljubljani še nekdo, ki uporablja to isto polnilo. Dodal ji je še več polnila. Mislim, tako malo v bistvu prestrašen iskal tisto, kar je pač bilo na voljo. S temi dodatnimi polnili se usnica samo še povečevala. Ljudje sploh ne poslušajo več, kaj govoriš, ampak enostavno fokusirajo se na to usnico, ki je bila dobesedno iznakažena. Zdravstvena situacija v družini jo je pripeljala do doktorja Zormana. Tam je izvedela bolečo resnico. Biopolimer ni polnilo, je silikon in ga je mogoče odstraniti le operativno. To je pri nas pogost poseg, vsak mesec ga opravimo sigurno. Sledil je dolg proces, 2 posega, brazgotine in bolečine. Nadja je za popravke plačala skoraj 10-krat več, kot je stalo polnilo. Zdaj je od tega 4 leta. Se čuti en tak pas, kot da ni moj. V primerih, ki sem jih imel, je bilo vedno neko, ne vem, zdaj je bil konkretno salon ali ne, ampak nikoli ni bila nek uveljavljen oziroma zaupanje vreden izvajalec. In poplava oglaševanja, akcij z namenom privabljanja strank. Običajno v času Božiča in Novega leta, tudi v poletnih mesecih. Oglaševanje na družbenih omrežjih pogosto prikazuje nerealne slike
pogosto daje zavajajoče obljube. In v poplavi teh marketinških domislic se težko najde prava pot in sprejme tehtne odločitve. Vse te akcije, kot so razne Black Friday, Valentinovo, te zadeve, takrat je bistveno več tega. Najpogosteje smo opazili, oziroma po besedah, da so kakšni potujoči, ali so to zdravniki ali niso, niti ne vem, ker običajno in pogosto niti niso iz Slovenije. In privabljanje strank v zaprtih profilih, samo z datumom in lokacijo. Slišim kar veliko, teh botoks partijev. Zakaj se običajno mlajše ženske kljub tveganjem odločajo za salone? Običajno je to po nekem priporočilu. Tako mi povejo nekako od ust do ust, bila je prijateljica, kolegica, bila je zelo zadovoljna, pa sem šla še jaz probat. Pogosto tudi sicer povejo, da ne vedo, kdo to sme in ne sme točno delati. Mogoče bo nekdo rekel, se to so male stvari, se to so majhni posegi, ampak zapleti, ki lahko nastanejo, so pa lahko hudi. Prišlo je tudi kar nekaj punc z težavami, ker so jim obrizgali polnilo, ki se ne resorbira, pol taka oseba iznakažena lahko celo življenje. Zaplete se tam, kjer je cena prenizka, ponudba preveč mamljiva. Ključna razlika je drugje, v materialih. Material kot tak je precej drag. In če je nekaj enostavno prelepo, da bi bilo res nizko ceno, tukaj imamo vedno vprašanje, ali se gre za slabši, manj kvaliteten, morda celo nelegalen produkt. Botulinov toksin je zdravilo, dermalno polnilo je medicinski pripomoček in po slovenski zakonodaji s temi preparati lahko delajo samo zdravniki. In zato ne vem, kako lahko pridejo ti produkti na črn trg, verjetno preko spletnih strani, nabave iz tujine in tako naprej. V boju proti nelegalnim izvajanjem polnil in botoksa inšpektorji izvajajo prikrite nadzore, pojasnjuje zdravstvena inšpektorica Andreja Mojškrc. A število inšpektorjev je omejeno. Mi izvedemo skriti nakup na ta način, da se inšpektor prijavi kot stranka. Prijava je za zdravstveni inšpektorat v takšnih primerih ključna. Na družbenih omrežjih se taki oglasi nahajajo v zelo ozkem krogu, v skritih skupinah in je zato težko priti do teh podatkov. V 5 letih so zdravstveni inšpektorji odkrili nelegalno izvajanje polnil samo v 3 primerih. Konkretne številke ali vsaj ocene, kako zelo je pripravljen črni trg, nima nihče. Problem so izvajalci, ki jih nimajo v registrih in jih ne morejo kontrolirati. Tudi licence jim ne morejo vzeti, zato ker jo pač nimajo. Seveda upravljamo tudi kontrolne preglede. V primeru, da ne bi prenehal z upravljanjem dejavnosti, bi ga prisiljevali k izvršbi z denarnimi kaznimi. Tretji salon, Koper. Zdravo. To je namreč salon, kjer je inšpekcija že prepovedala izvajanje estetskih posegov. Salon je še vedno odprt. Jaz pa kličem, ker sem videla oglas za povečevanje ustnic pri vas, pa me zanima, če to še vedno izvajate. Ja, napišite prosim, kaj ne pozabim za vas, ali na WhatsApp ali v Instagram. Ok, na Instagramu se prijavim. Ja. Zato se je komunikacija nadaljevala na Instagramu. Poslala mi je cenik med 280 in 300 evri, odvisno od polnila. Vprašala sem, ali poseg izvaja zdravnik z licenco. Odgovorila mi je, da ima vso potrebno izobrazbo in še specializirano uradno izobrazbo iz estetske medicine. Po ugotovitvah inšpekcije ni zdravnica. Inšpekcijo sem nato obvestila, da v salonu še vedno izvajajo estetske posege. Precej bolj kot kozmetični saloni so pod drobnogledom inšpektorjev izvajalci zdravstvene dejavnosti, torej bolnišnice, zdravstveni domovi, koncesionarji. Za primerjavo, v bolnišnicah, zdravstvenih domovih 1550 nadzorov, v salonih 531. Mi smo stalno pod inšpekcijskimi nadzori. Naš nadzor se izvaja na podlagi tveganja. Zdaj pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, kar mi ocenjujemo kot veliko tveganje, so naprimer spoštovanje zakona o pacientovih pravicah.
čakalne vrste, čakalne dobe. Je črni trg estetike vse bolj v porastu. Estetski posegi kot relativno donosen posel so vedno privabljali razne mazače in ljudi s sumljivimi nameni. Tako da to je zelo težko zajeziti v poplavi nasplošno naraščajočega trenda teh posegov. Tako da očitno tudi ta črn trg kar cveti. Nadja svojo zgodbo deli zato, da bi obvarovala druge. Sem vesela, no, če lahko kakšni punci prišparam to, kar sem mogla jaz čez 3 leta se ukvarjam z odstranjevanjem in s temi okrevanji. Posledice so vse, lahko so trajne, lahko v izjemnih primerih so tudi smrtne, ampak to so izjemno redki zapleti, ampak vseeno možni. In je pravilno, da se zavedamo teh nevarnosti. Pogosto se za lepotne posege ženske odločijo v tujini, tudi zaradi ugodnejše ponudbe. V javnosti odmeva nedavni tragični primer, ko je po liposukciji v Turčiji zaradi zapletov po operaciji umrla 44-letna ženska iz Slovenj Gradca.